Ti izdelki in storitve predstavljajo najpomembnejši delež v skupni potrošnji nekega povprečnega gospodinjstva. V tej košarici dobrin je mogoče najbolj zanimiva, po mojem mnenju, akvarijska ribica. Poleg hrane zagotovo največjo utež predstavljajo tudi vsi stanovanjski stroški. Letos smo v košarico dodali magnetno resonanco kolena. Med drugim smo dodali tudi cvrtnik na vroč zrak, tako imenovani air fryer. V košarici pa več nimamo zaščitne higienske maske. V statistiki najraje opisujemo oziroma moramo opisovati dejanska stanja. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Ministrstva za finance s financami na ti. Moje ime je Katarina Matejčič. Današnja tema pa inflacija, nekaj, kar se nam zdi, da poznamo, da vemo, kaj je, saj se s tem srečujemo dnevno. V resnici pa gre za precej zapleten koncept, ki ima različne indekse, meritve, košarice, ponderje in vsem tem v današnjem podcastu. Z mano je Klavdija Škerlak, Statističnega urada. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za vabilo. Torej, inflacija, da za začetek poveva, kaj to sploh je in predvsem veliko govorimo o temu, kako jo dnevno čutimo pri vsakem nakupu v svoji denarnici in zavednosti. Inflacija je po definiciji Evropske centralne banke splošno zvišanje cen. To preprosto pomeni, da inflacija označuje rast cen izdelkov in storitev v določenem časovnem obdobju. Ljudje jo vsakodnevno občutimo tako, da si ob inflaciji za isti denar lahko kupimo manj oziroma se nam manjša kupna moč. Nasprotno pa se lahko cene v povprečju v določenem obdobju tudi znižajo, takrat pa govorimo o deflaciji. Kako jo Statistični urad meri, katere življenjske potrebščine torej upoštevate, koliko je tega, in če poveva par takih najbolj zanimivih ali pa najbolj pomembnih za nas, za vsakodnevno življenje, ker glede na to, da imamo nekoliko različne preference, kako živimo in kaj kupujemo, seveda inflacijo, ki je za vse Slovence ista, čutimo vendarle na nekoliko drugačen način. Na Statističnem uradu inflacijo merimo z indeksom cen življenjskih potrebščin. Te indekse objavljamo z namenom prikaza, gibanja drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, in sicer za okrog 800 izdelkov in storitev. Če si predstavljamo, je to najpomembnejše, kar potrošniki kupujemo. Se pravi, ti izdelki in storitve predstavljajo najpomembnejši delež v skupni potrošnji nekega povprečnega gospodinjstva. To pomeni, da spremljamo cene za vse od zobne ščetke do novega avtomobila do storitev. Vprašali ste me najbolj zanimivo. V tej košarici dobrin je mogoče najbolj zanimiva, po mojem mnenju, akvarijska ribica. Zagotovo pa ni najbolj pomembna, ker bo sprememba cene te ribice le malo prispevala k skupni spremembi indeksa. Najpomembnejša je zagotovo hrana, ta tudi največ prispeva potem k skupnemu indeksu. Lahko torej rečemo, da tisti znižani prihodki za to inflacijo nekoliko bolj občutijo ravno zato, ker velik delež njihovega prihodka gre za te res osnovne življenjske potrebščine. Nekdo zelo premožen, mu to verjetno porabi sicer več, vendar v deležu zgoraj celotnih prihodkov je to manjši odstotek. Kar pomeni, da se njemu recimo 100x2 ne pozna toliko kot nekomu, ki v bistvu celotne svoje prihodke porabi za neko vsakodnevno življenje. Zagotovo. Prav zato pa mi spremljamo v bistvu potrošne navade nekega povprečnega gospodinjstva in največjo pomembnost pripišemo tistim osnovnim življenjskim potrebam, kot so hrana, goriva in energija, recimo. Kaj pa stroški recimo v nepremičninah, elektrika, voda, plin, smeti, elektrika, ogrevanje, plin, to je bilo v zadnjih mesecih zelo pomembno. Veliko se je govorilo o tem trgu omrežnin. Kako pomembno je to v vaši meri? To pomembnost mi določimo z utežmi.
In poleg hrane zagotovo največjo utež predstavljajo tudi ti stroški, se pravi vsi stanovanjski stroški, seveda vse tekoče vzdrževanje stanovanj. Statistični urad redno podatek o inflaciji objavi zadnji dan v mesecu, razen za januar v februarju, ker vsako leto ta nabor nekoliko spremenite. Torej spremenite košarico, ki jo merite, torej kaj vse date v košarico in tudi ponder oziroma utež vsake te stvari, torej recimo zlate ribice. Koliko se je letos spremenila košarica in koliko pondari, spomnim se, pred nekaj leti ste recimo dodali električna kolesa in skuterje, pa električne cigarete, odzame se pa neka stvar, ki je recimo manj pomembna v vsakodnevni potrošnji. Kaj se je recimo letos zgodilo, kakšen zanimiv podatek, kaj je šlo ven iz košarice, kaj pa je prišlo ven? Letos smo v košarico dodali magnetno resonanco kolena, ena izmed storitev. Med drugim smo dodali tudi cvrtnik na vroč zrak, tako imenovani air fryer. V košarici pa več nimamo zaščitne higienske maske, ki smo jo dodali leta 2021, še v času epidemije. Vsako leto posodobimo tudi vzorec novih avtomobilov. To pomeni, da smo morali zdaj januarja analizirati neke statistike najbolj prodanih osebnih avtomobilov. Zaradi tega tudi ta nekajdnevni zamik pri objavi januarskih podatkov. Kaj pa je meja za tisto, da se nekaj uvrsti v košarico oziroma date ven? Je to število transakcij, je to znesek, ki, rekli ste recimo maske, ne? Je to koliko mask v številu smo kupili ali koliko denarja za maske smo porabili? Kaj je tisti kriterij, po katerem nekaj uvrščate? Ti izdelki in storitve morajo preseči nek prag v skupni potrošnji povprečnega gospodinjstva. Te podatke dobimo s pomočjo ankete o porabi v gospodinjstvih, ki jo tudi izvajamo na našem uradu. Torej tisto, kar potrošniki res največ kupujejo. Vedno objavljate dve vrsti inflacije, bi lahko rekli. Ena je klasična slovenska, druga pa je v bistvu indeks merjen s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki je primerljiv z Evropsko unijo in je zato primerljiv z drugimi državami, da malo bolj vemo, ne, kje smo v primerjavi z ostalimi. Kaj je en in kaj je drug in v čem je razlika? Ne gre za dve različni inflaciji, gre samo za dva različna indeksa, s katerim merimo inflacijo. Prvi je torej naš slovenski, to je indeks cen življenjskih potrebščin, to je merilo inflacije v Sloveniji. Drugi je pa, kot ste rekla, harmoniziran indeks, ta pa v bistvu je merilo inflacije na ravni EU. Zaradi metodoloških podobnosti med tema dvema indeksama pravzaprav ni razlik, prihaja pa do nekih minimalnih razlik zaradi razlik v utežeh, ker ko pripravljamo uteži, pravzaprav uporabimo različna vira podatkov. Kaj se meri pri slovenski inflaciji in kaj pri indeksu, ki je primerljiv z Evropo? Torej nekaj je, kdo kupuje pri nas, nekaj je, kaj kupujejo Slovenci, dajte razložiti. Tako je. Pri pripravi teh uteži oziroma indeksa zasledujemo dve različni načeli. Pri našem indeksu zasledujemo načelo nacionalne porabe, torej kaj naši potrošniki kupujejo tako doma kot v tujini. Torej vsi Slovenci in njihovi nakupi doma in kjerkoli na svetu. Tako je. Drugi indeks pa zasleduje načelo domače porabe. To pa pomeni, da v upoštev vzamemo vse tisto, kar potrošniki kupujejo na ozemlju Republike Slovenije, torej tuji ali domači potrošniki. Za januar je razlika kar, bi lahko rekli, 0,3 odstotne točke. Je to veliko? Običajno je manj, 0,1, 0,2 odstotne točke, bistveno več razlike običajno. Ponavadi so te razlike res minimalne, tam okrog 0,3 odstotne točke največ, no do teh razlik prihaja zaradi razlik v utežeh.
imamo še eno inflacijo, rekli ste sicer, da so to različne inflacije, so pa merjene na nekoliko drugačen način, in sicer je to jedrna inflacija. Zadnje leto, dve je malo manj pomembna, v času najvišje inflacije smo pa velikokrat govorili jedrni inflaciji, tudi zato, ker centralni bankirji to zelo gledajo, ko se odločajo, kam bodo šle obrestne mere, torej kaj je jedrna inflacija, kaj ima noter, česa pa nima, kar smo recimo videli. Jedrna inflacija pravzaprav ne upošteva sprememb cen tistih izdelkov in storitev, ki se pogosto spreminjajo. Jedrna inflacija tako ne upošteva sprememb cen hrane, pijače, tobaka ter goriv in energije oziroma energentov. Jedrno inflacijo v okviru harmoniziranega indeksa izračunava Eurostat za potrebe Evropske centralne banke. Je pa tukaj pomembno omeniti še osnovno inflacijo. Ta pa ne zajema hrane in energentov, medtem ko alkoholne pijače in tobak zajema. No, to inflacijo pa računa Urad za makroekonomske analize in razvoj, uporablja pa jo tudi Banka Slovenije. Ravno zdaj so sveži podatki, ko ste vse košarice, pondere, indekse prilagodili, torej sveži podatki za januar. Slovenska inflacija, tako rečeva, je 2-odstotna. Ta evropska primerljiva 2,3, kar pomeni, da smo nad temi želenimi 2%, torej se ponovno oddaljujemo od ciljev. Zakaj je kakšen poseben razlog? Sicer je bilo napovedano, da se bo konec lanskega leta in začetek letošnjega leta inflacija ponovno povišala, pa vendarle, kaj je ključni razlog za ta ponovno odmik v, ki bi rekli, napačno smer, čeprav na mesečni ravni obe negativno, kar pomeni, da so se stvari na mesečni ravni precenili. Tako je. Na mesečni ravni smo zabeležili deflacijo, vendar pa smo na letni ravni zabeležili 2-odstotno inflacijo. To zato, ker so se januarja letos v primerjavi z januarjem lani najbolj povišale cene hrane in brezalkoholnih pijač ter cene izdelkov in storitev v skupini prevoz. Ti dve skupini pa seveda predstavljata največji delež v skupni potrošnji, sva spet pri utežeh, predstavlja največjo utež. To pomeni, da spremembe teh izdelkov in storitev seveda prispevajo k taki inflaciji. Jaz kot potrošnik je zame pomembnejša torej inflacija na letni ravni, ki novo raste, ali je zame pomembneje to, da se je januarja nekaj primerjavi z decembrom pocenilo in decembra tudi nekaj primerjavi z novembrom? Kratkoročno zagotovo mesečno. Vsak mesec seveda primerjamo sproti naše finance in zagotovo za potrošnika mesečna. Za neko širšo sliko pa moramo pogledati letno inflacijo. Kot se zmenili zadnja leta, veliko govora o inflaciji, posledično veliko govora o obrestnih merah, to smo delali v prejšnjem podcastu. Zdaj pa recimo neka taka beseda oziroma besedna zveza, ki jo veliko poslušamo in se dnevno uporablja in sliši, je carinska vojna. Ker je seveda svet povezan in ker so tudi te finančni, makroekonomski dejavniki med sabo zelo povezani, ali lahko rečeva, da zaradi te bojazne carinske vojne, ki grozi na vseh nivojih in vseh povezavah Amerika, potem Kitajska, proti Ameriki in nazaj in potem seveda še Kanada, da bi se nam ponovno lahko zgodilo, čeprav živimo tukaj in merimo našo inflacijo, da bi se cene ponovno dvignile in bi živeli dražje. Tu moram povedati, da statistiki najraje opisujemo oziroma moramo opisovati dejansko stanje. Zbiramo podatke, jih analiziramo, predstavimo. Napovedi prepuščamo drugim organizacijam, na našem področju je to Urad za makroekonomske analize in razvoj. Njihovi jesenski napovedi so napovedali, da naj bi se povprečna inflacija v Sloveniji letos spet nekoliko zvišala, približala naj bi se tem 2% šele leta 2026.
Sem pa prepričana, da ravno zaradi tega, kar ste omenili, bo njihova pomladanska napoved, ki izide marca, nekoliko drugačna. Najlepša hvala za vaše odgovore in pojasnila. Hvala tudi vam.